In bom danes predstavila nekatere, kako se v bistvu v teh izzivih, kateri smo slišali, kako se z njimi srečujejo ljudje, ki prihajajo iz Kitajske. In sicer preko mojih oči raziskovalke in tudi tega, kar je profesorica Popolna imenovala neprofesionalne tolmačke. Govorili smo na začetku tudi o izrednih razmerah, v katerih smo sedaj. Jaz bi rekla, da so izredne razmere že dolgo časa in v bistvu gre za izredne razmere v dogodkih, ki niso izredni. Kitajski migranti so v Sloveniji prisotni že od leta 1990 naprej. Kljub temu, od leta 2005, ko sem se začela s tem ukvarjati do sedaj, so še vedno približno enako izredne razmere pri obravnavi v zdravstvenem sistemu, v šolskem sistemu in tudi v drugih podsistemih. Kot sem rekla, migracija se je pričela tam nekje po letu 1990 in sicer so takrat prvi kitajski poslovneži odprli kitajske restauracije v Sloveniji. Kitajske restauracije so bile takrat zaznane kot nek znak kozmopolitstva, tržne ekonomije, bile so izjemno popularne, ljudje so stali v vrstah in zaradi tega so se potem tudi se je dejavnost začela določiti širiti. In s tem je raslo tudi število prebivalstva, ki je prihajalo iz Kitajske. Šlo je za zelo majhno rast, vsako leto približno 10 let več. In tako smo do leta 2014, ki je v Sloveniji bivalo 958 kitajskih državljanov. Nekaj je že v tem času pridobilo tudi slovensko državljanstvo. Torej gre za zelo majhno populacijo, zaradi katere seveda se sistem ne spreminja. Nekoč sem brala, kako je bilo v Angliji v 70 letih, ko so začeli prihajati prvi učenci iz Kitajske. In prišel je eden, in dva, in trije, in zaradi tega se nič ni spremenilo, ker vsak je lahko pogledal stran. Počakal tisto leto, ko je bil nekdo v razredu in pač potem je bilo vse predstare. In tako mislim, da je tudi do velike mere tudi sedaj v Sloveniji. Tudi jaz bi poudarila, da ljudje, ki prihajajo z Kitajske, nikakor niso homogeni, čeprav jih je samo 1000. In pri tem moramo biti zelo, zelo previdni. Najprej moramo vedno pogledati, kdo je pred nami, človek, in šele potem, odkot prihaja. Kitajska je trenutno v procesu izrazitih in ogromnih družbenih sprememb. Kar pomeni, da ljudje, ki prihajajo iz Kitajske, lahko pripadajo zelo različnim družbenim skupinam. In če tudi pripadajo isti družbeni skupini, lahko, bi rekli, temu se vpisujejo v različne življenjske sloge. In resnično je potrebno, da jih ne silimo v določene kalite. In zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker veliko krat opažamo v gospodarstvu, kjer so morda bolj zainteresirani za kitajsko tržišče in ljudi, odkoder prihajajo, zelo pogosto delajo sezname nekih kulturnih specifik. In to je v bistvu zelo, posebej v zdravstveni obravnavi lahko pricajalo do velikih napak. Zdaj, na nekem nivoju statistične obravnave pa lahko govorimo, da so prebivalci, ki prihajajo iz Kitajske, mlajši. Največ jih je starih od 30 do 34 let, temu pa sledi starostna kohorta 25 do 29 let. In v veliki večini so zaposleni, podatki Zavoda za zaposlovanje, jih je kar 70% delovno aktivnih in iz tega potem sledi, da imajo skoraj vsi zdravstveno zavarovanje. Osnovno zdravstveno zavarovanje preko delodajalca ali družinskih članov. Dodatno zdravstveno zavarovanje je redkeje, zaradi tega so različni razlogi, seveda tudi varčevanje in tako naprej, ampak tudi morda to, da na Kitajskem
posebej v tem podeželskem delu Kitajske ni zdravstvenega sistema zdravstvenega zavarovanja. Torej, že potem, ko pridejo v Slovenijo in je tu osnovno zdravstveno zavarovanje, je že to zaznano kot zelo dober sistem. Medtem, ko je dodatno zdravstveno zavarovanje pač nek nadstandard. In ker je to mlada populacija, ne zahaja, ne obiskuje zdravnike zelo pogosto, torej ta razlika med dodatnim zdravstvenim zavarovanjem in osnovnim v smislu finančnega vložka ni tako velika. Zdaj, kdo potrebuje zdravniško oskrbo? Torej, rekla sem, da so mlajši, obiski so redkejši, vendar pa gre za nekatere, bi rekla, bolj izpostavljene probleme, ki pa se razlikujejo po spolu. Drugače, ta celotna populacija kitajskih državljanov v Sloveniji je po spolu uravnovešena. Samo malo več je moških prebivalcev. In ti moški prebivalci običajno prihajajo k zdravniku zaradi nekih poškodb pri delu. Posebej v kitajskih restauracijah, vroče olje, ogenj in tako naprej. In pa nekih poklicnih bolezni, ki so s tem tudi povezane, predvsem utrujenost, bolečine v nogah, nespečnost in težave z dihali, pa visok krvni pritisk. Medtem ko pri ženskah gre večinoma za obiske ginekologa in pa porodništvo. Gre seveda za ženske v rodni dobi, mlade ženske. Medtem ko pri otrocih in mladostnikih sem mogoče opazila, da je bolj izpostavljeno problemi vnetja obzobnega tkiva in to zelo kmalu po prihodu v Slovenijo. Zdaj, zobozdravniki so menili, da je to povezano z spremembami prehrane, posebej z vnosom in uživanjem kruha, ki ga na Kitajskem otroci ne uživajo. Zdaj, kako sem se sama umestila v to polje tolmačenja? Jaz sem leta 2005 pričela z raziskovanjem kitajskih migracij in seveda sem pristopila k ljudem, ki sem jih srečevala v kitajski restauraciji ali na cesti in jih poprosila za intervju. Sicer to se ni pokazalo kot zelo uspešna metoda. So me pa potem ljudje prosili, da bi jaz pomagala in šla zraven k različnim uporabkom. Med drugim tudi k zdravnikom, v šole, na davčne urade, zavode za zaposlovanja, na pogajanja, poslovna pogajanja, glavno to je bila res cela vrsta nekih dogodkov, kjer sem jaz v resnici spoznala Slovenijo. Spoznala sem svojo državo. In posebej v zdravstvenem sistemu sama nisem imela veliko izkušenj s tem in je bilo zelo veliko se mi je razkrilo skozi te vstope. Zdaj, tu je vprašanje tega, da sem jaz diplomirala sicer na oddelku za azijske študije, vendar to ni jezikovni študij. To je kulturološki študij in v resnici za tolmačenje nisem bila nikakor usposobljena. In se tudi nikoli nisem počutila res kompetentno. Jaz sem se seveda lahko podučila iz literature o tem, lahko sem si delala sama svoje besedišče, vendar nisem imela nobenega formalnega ali neformalnega izobraževanja. To sem v večini počela tam nekje do leta 2011 in sem se velikokrat počutila, da pač preprosto to moram delati, ker ni nikogar drugega. Po eni strani so bili to že moji prijatelji in sem se počutila zadolženo, po drugi strani pa se mi je zdelo, da bo še slabše, če gredo sami. Zdaj, ko sem mogoče malce starejša in več razmišljam o odgovornostih in naprimer imam do tega, mislim, že takrat se mi je zdelo, da je to zelo, pač imela sem veliko etičnih premislekov glede tega. Bi pa mogoče zdaj omenila dva primera, ki sicer nista reprezentativna, sta mogoče malce ekstremna, ampak mislim, da dobro ponazarjata, kako se, mislim,
kaj ljudje, ki vstopajo v slovenski zdravstveni sistem in ne govorijo slovensko, s čim se soočajo in kako tudi obravnavajo teki tolmačenja. Prvi primer se je zgodil v ljubljanski porodnišnici, to je bilo okoli leta 2010. Mene je poklicala gospa, kateri sem tolmačila že v celotnem času nosečnosti in me je prosila, če bi lahko šla z njo v porodnišnico, ker misli, da bo rodila. Zdaj, jaz vedno rečem, da sem bila povabljena ali pa me je nekdo poklical. Tako, skoraj v vseh primerih so me poklicali ali sami pač ljudje, Kitajci, ali pa kakšen njihov prijatelj. Iz zdravstvenih ustanov, mislim, da mogoče enkrat ali dvakrat, da me nekdo poklical. Prišli smo v porodnišnico, gospa je bila sprejeta, ugotovilo se je, da bo verjetno danes rodila, šla je na CTG, zdravniku in pač celoten ta postopek, zraven kjer sem bila jaz prisotna, pretolmačila, izpolnjevala različne obrazce in tako naprej. V nekem trenutku, to je bilo že, mislim, da 2 uri v tem procesu, me vpraša sestra, a vi imate potrdilo, da imate starševske šole? In vprašanje se mi je zdelo malce nenavadno v tistem času, ampak sem mislila, mogoče zato, da ne bom padla v nezavest v porodu. In sem rekla, ja, sem že pri vas tudi rodila. In potem je nekdo rekel v pisarni, ne, se v bistvu ga ne rabi. Redu, in potem naslednje vprašanje, a ste plačali položnico? In sem rekla, kakšno položnico? In potem je pač bilo jasno, da želijo, da plačam položnico, kot spremljevalec na porodu. In res sem bila močno šokirana, ker pač do tega trenutka so me vsi obravnavali kot tolmačko in sem odklonila. In potem sem videla, da sem s tem dejanjem spravila gospod Črn, zaradi katere sem tam bila, v paniko in prestrašeno in je začela govoriti, sej bom jaz plačala. Ampak meni se je zdelo, da v bistvu razmišljala sem, kaj naj naredim. Po eni strani sem zavezana gospod Črn, po drugi strani pa se mi to preprosto ni zdelo pravilno. In sem rekla, da bi rada dobila predstojnico. Poslali sem na ven, gospod Črn pa v porodni blok. In čez mislim, da 15 minut sem počakala, na kar je prišla glavna sestra in je rekla, da na njeno lastno odgovornost lahko grem na zdravljenje. Na odgovornost sestre. In potem sem šla v porodu in sem to otrok se rodil, spremljala sem porodnico in otročka še dokler so bili v porodnišnici in v bistvu srečen konec. Jaz sem pisala v UKC-ju in opisala ta primer, na kar sem dobila odgovor, da je prišlo do komunikacijskega šuma in da sestre tega ne bi smela narediti in da absolutno so tolmači vedno vabljeni zraven. Zdaj, jaz ne želim preslabo poznam organizacijo dela, dvomim pa, da bi sestre, mislim, da je šlo za neko utečene postopke. Potem pa drug primer, tudi povezan z rojevanjem in otroci. Potem, ko je rodila dvojčka, je prijateljica prišla, v bistvu takrat še ni bila prijateljica, prišla je domov in njeni sosedi so me poklicali, da imajo velike težave s komuniciranjem s patronažno sestro. Jaz sem prišla k njej in izvedela in takoj sem videla, da je gospa, ki je rodila, zelo zadržana, da ima neke probleme, da je v paniki, strahu, šoku. Povedala mi je, da je prišla v Slovenijo pred 1 mesecem. Jaz sem to prepoznala kot neke vrste kulturni šok, ki je bil s tem porodom samo še ojačan. In ko je prišla patronažna sestra, sem že takoj videla, da je zelo slabe volje in mi je povedala takole. Gospa ne sodeluje in če ne misli sodelovati, bom poklicala socialno skrbstvo in bojo otroka odpeljali.
In zdaj si zamislite kot tolmaču, kakšna je to je resnična etična dilema, kako to preversti. In potem sem ugotovila, da je treba zdaj tu umiriti žogico in narediti organizacijo dela. In sem potem povedala, kako bomo, gospa bo hodila, jaz bom vsak dan prišla, 2-krat na dan, dopoldne. Popoldne pokazala mi bo, kaj je potrebno narediti in potem bomo gledali, kakšen je napredek in se bomo odločali na podlagi tega. In tudi ta situacija se čudovito rešila, v 2 tednih v bistvu ni tega problema več bilo. Zdaj bi mogoče namesto zaključka bi jaz naredila en poskus, če mi dovolite, zaradi tega, da sem vsaj videla, zakaj imam ta PowerPoint. 我今天来这里来介绍这个中国人在斯洛文尼亚的情况。这个情况我已经说了，中国人在斯洛文尼亚有什么问题？我也说了，他们入这个斯洛文尼亚卫生系统的天数是什么？那现在我要给你们看一下这个代表性的情况是什么样的。我是带医生，谁要帮我带病人吗？谁呀？谁呀？那可不可以帮一下？那可不可以填这个表格？叫什么名字？叫什么名字？有没有人可以帮他一下？有吗？你可不可以说日语吗？日语？日本語わかりますか？あなたはお名前は何ですか？私はマルチナ。怎么办呢？现在呢？有没有人可以帮他？No, torej, prosim za poslušano. Zdaj, ne vem, če ste opazili, vmes se bili tudi stavki japonščina. In to zato, ker kaj se dogaja kitajskim migrantom, kar naprej, da jih naslavljajo v angleščini. Kar seveda ni samo po sebi nič slabega, pač vsak se poskuša znajti v situaciji, kakor se lahko. Bom pa povedala torej zgodbico, včeraj sem pisala prijatelja in sem mu povedala, kaj če bi jaz v bistvu začela kitajsko govoriti, to je prijatelj, ki prihaja iz Kitajske. In je rekel, ja, to je super, to se je zgodilo mojemu očetu. Prišel je v zdravniku, nič ni razumel in potem so začeli govoriti angleško. In on se je počutil, že tako se je počutil slabo, ker ni nič razumel. In potem, ker ni razumel angleško, se je počutil še malo slabše. In potem še vedno niso obupali in so šli iskati nekoga, ki je govoril nemško. Prišel z nemščino in potem se je počutil res slabo in rekel, da se je počutil popolnoma brezvrednega. In rada bi povedala, da včasih poskušamo narediti dobre stvari in lahko pač naredimo tudi kaj, mislim, dobrimi stvarmi lahko tudi slabše naredimo. Tako da tu je potrebna neka strokovna podpora in jaz bi mogoče apelirala, jaz mislim, da filozofska fakulteta ima pod svojo streho toliko znanja in tu je oddelek za antropologijo, oddelek za prevajalstvo, različni jeziki, ki obstajajo in ki se poučujejo tam in mislim, da je res čas za nek skupen program kulturnega mediatorstva, ker mislim, da v tem trenutku razvoja zdravstvene, te obravnave migrantov v zdravstvenem sistemu je takšen, da potrebuje tudi mediatorje, ker preprosto tolmači niso zelo. Prav lepa, hvala.